Spoštovani, k slavnostnemu govoru vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan in evo obljubljam vam, jaz sem zadnja, ki bo govorila pred tem, kar nestrpno čakate. Spoštovani minister za obrambo, spoštovani župan občine Beltinci in župani sosednjih občin, spoštovani gospod poslanec, drage osnovnošolke in osnovnošolci, srednješolke in srednješolci, spoštovani gospe in gospodje, učitelji, starši in svojci, predvsem pa drage letnice in letniki, dragi rekruti. Res sem zelo vesela, da sem lahko z vami ob tako častni in slovesni priložnosti, kot je seznanitev vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo. Tako imenovana vsakoletna rekrutacija v Beltincih je že dolga leta zapisana v dušo prekmurskih ljudi. Mlade iz teh krajev povezuje s tradicijo in spodbuja domoljubje. Predaja se iz roda v rod, oznanja obdobje dozorevanja in polnoletnosti, ki vsakomur pomeni nekaj posebnega, edinstvenega. Hkrati je del širšega družbenega okolja, družine, vrstnikov, šole in tudi države, saj mladi s polnoletnostjo pridobite določene pravice in dolžnosti. Med njimi je tudi dolžnost služiti domovini, če bi bilo to potrebno. Zaupam vam, da jih boste uveljavljali odgovorno v odnosu do sebe in drugih. Spoštovane gospe in gospodje, dragi mladi, čut do sočloveka, skupnosti, naroda in domovine je najžlahtnejša človeška vrlina. Našemu življenju daje pomen, poslanstvo in izpolnitev. Današnje srečanje je pravzaprav vabilo, da pobližje spoznate Slovensko vojsko in vse njene poklicne priložnosti, pri katerih so te vrline nepogrešljive. Vtkane so v srce in značaj pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Ta znameniti dogodek pa je poleg naštetega vreden občudovanja tudi zaradi vaše zavezanosti tradiciji, ki je del slovenske narodne in kulturne dediščine, pa tudi zaradi medsebojnega sodelovanja in povezovanja med generacijami, vrstniki, učitelji, lokalno skupnostjo in Slovensko vojsko. Med vami se prav čuti veliko srčnosti, radosti in povezanosti, ki jih lahko na tako topel način, in to res povem iz srca, doživimo le med ljudmi v Prekmurju. Običaji, šege in navade, ohranjanje jezika, narečja in kulturne dediščine so skupaj s prizadevanji naših rojakov, med katerimi imajo pomembno vlogo prav narodni buditelji iz teh krajev, pripomogli, da je naš narod prebrodil stoletja viharjev, tudi vojn, in naposled našel pot do lastne države. Zato je prav, da svojo zgodovino poznamo in jo spoštujemo z besedami in dejanji, kakršno je današnje. Letnice in letniki ste sokrajani pred dnevi že 105-tič postavili Gančki Majoš, ki je prepoznaven in pomemben del odraščanja in življenja Prekmurcev. Danes ste nekateri na slovesnost prišli na okrašenih vozilih. Vse to potrjuje, da spoštujete in razumete svojo zgodovino in tradicijo, znate pa jo tudi povezati s sedanjostjo in prihodnostjo. Zato imajo Gančki Majoš, današnja rekrutacija in Beltinci velik simbolni pomen za Slovenijo in za vse nas, da je Prekmurje del Slovenije, da ste Prekmurke in Prekmurci združeni z matičnim narodom. Brez Prekmurja in prekmurskih ljudi ni Slovenije. Zato se želim na tem mestu pokloniti vsem vam, drage Prekmurke in Prekmurci, ki že generacije ohranjate izročilo in dejanja naših prednikov, ki so se zavedali pomena slovenstva, domoljubja, dialoga in sodelovanja za prihodnost naroda. Draga dekleta in fantje, ko se ozrem takole po prizorišču, iz vaših oči sije zanos, radost, razigranost, prijateljstvo.
Ste ponos svojih staršev in ponos našega naroda. Ste naša prihodnost. Svet imate na dlani. Svet, ki se sicer sooča z vse več izzivi, vendar nujno potrebuje vitalnost mladih za enakopraven napredek vseh ljudi. Potrebuje tudi vrline in vrednote, o katerih sem govorila prej, pa tudi razum, poštenje, medsebojno spoštovanje in razumevanje, da smo si različni in da ni s tem prav nič narobe. Resnično verjamem, da ste mladi nosilci nujnih sprememb, prebojnih idej in pravičnih družbenih rešitev. Iz pogovorov z vami skozi mesece mojega predsedovanja sem se prepričala, da se zavedate vloge humanosti, solidarnosti, predvsem pa posledic okoljskih in podnebnih sprememb, razvoja sodobnih tehnologij ter doslednega spoštovanja demokracije, človekovih pravic in svoboščin. Da se zavedate, da je treba pomagati šibkejšim, preslišanim in tistim odrinjenim na rob družbe. Vaš glas mora biti slišan lokalno, nacionalno in v Evropi, preko prostovoljstva ali institucionalnih oblik delovanja, tudi na volitvah in v obliki izvrševanja aktivne in pasivne volilne pravice. Vaša prisotnost na tej prireditvi je najlepša potrditev, da vam je mar za skupnost, družbo in državo, da ste pripravljeni dejavno soustvarjati našo prihodnost. Da ne popuščate vse večjemu pritisku individualizma. Da vam je mar za razmere okrog vas, doma, v Evropi in po svetu. To še toliko trdneje verjamem zato, ker vas in vaše vrstnike poslušam v različnih razpravah ob obiskih slovenskih šol. Spoštovane in spoštovani, te vrednote poosebljajo tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Odlikujejo jih pripadnost, disciplina, sodelovanje, tovarištvo, ljubezen do sočloveka in domovine ter skrb za kolege. To vidite in čutite, ko nam pomagajo pri naravnih nesrečah in reševanju v gorah, pa tudi pri prikazih veščin na taborih in ob dnevih odprtih vrat v vojašnicah. Opravljajo resnično plemenito poslanstvo, ki je namenjeno pomoči ljudem in ohranjanju miru doma in po svetu. Pri tem ne razlikujejo. Pomagajo vsem ljudem, ne glede na starost, spol, veroizpoved, spolno usmerjenost ali politično prepričanje in druge lastnosti. Verjamem, da se mnogi od vas prepoznate v teh vrednotah in da boste nekateri morda našli svojo poklicno pot v njihovi sestavi, drugi pa morda poskusili katero od oblik prostovoljnih oblik sodelovanja. Možnosti in priložnosti za spoznanje tega raznolikega in plemenitega poklica je ogromno. Nekatere boste spoznali že danes, še več pa ob dnevu Slovenske vojske v Mariboru, kjer se veselim ponovnega snidenja. Spoštovani, dovolite mi, da tale malce daljši nagovor ne zamerite. Sklenem zahvalo vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji današnje slovesnosti, lokalni skupnosti, pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, Ministrstvu za obrambo in šolam. Posebna zahvala pa gre vsem vam, dragi mladi, da ponosno ohranjate tradicijo, da postajate aktivni člani naše družbe in mlajšim generacijam utirate pot v prihodnost. Hvala tudi staršem in učiteljem, mentorjem in domoljubnim veteranskim organizacijam, ki vas spodbujajo k kritičnemu razmišljanju in globljim premislekom o preteklih in aktualnih družbenih vprašanjih. Prepričana sem, da nas takšno zaupanja vredno mlado generacijo ni treba skrbeti za identiteto, razvoj in prihodnost slovenskega naroda. Danes vsi lahko čutimo pogumna srca, ki bijejo pod uniformo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Želim si, da tudi vsem nam, ki ne nosimo uniforme, srca bijejo za iste vrednote. Za dobrobit ljudi, naše domovine in sveta, za mir in varnost. Le takšni smo kot družba in država nepremagljivi.
Srečno torej in vse najboljše, drage letnice in letniki. Vse dobro tudi vsem, ki greste po njihovih stopinjah. Hvala iz srca.